Pozdravljeni. Tudi v tokratnem komentarju novic si bomo skupaj ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v svetu Formule 1 v preteklih dneh. Kot običajno, tudi tokrat štirje različni sklopi, kjer si bomo ogledali vse tiste novice, ki potrebujejo dodaten komentar ali pa niso dobile dovolj velike pozornosti. Kolikor koga izmed vas zanima, kaj piše v citiranih izvirnikih, dobi kot običajno bližnjice navedene v opisu. Da ne bo prispevek predolg in dolgočasen, najbolje, da se kar najprej lotimo našega prvega sklopa. Verjetno se marsikdo izmed vas sprašuje, kaj pomeni ta čudna formula na sami naslovnici. A 27. septembra smo lahko na uradni spletni strani Formule 1 prebrali, da so pri FIA končno potrdili 6 sprintov v prihajajoči sezoni 2023. Torej, zadeva je sedaj verjetno komu malce bolj jasna. 24 velikih nagrad plus 6 sprintov bi lahko pomenilo 30 dirk. Prav, moram priznati nekaj. Pri Formuli 1 se krčevito trudijo, da mi navdušenci sprintce ne bi razumeli kot dirko. Dirka je ona v nedeljo, ona, ki šteje za veliko nagrado. Ampak vseeno. Rad bi tu vašo pozornost usmeril na nekaj drugega, bistveno bolj pomembnega. Naprimer, v prihajajoči sezoni bo Formula IndyCar imela le 17 dirk, kar se bo marsikateremu navdušencu zdelo izjemno malo. Po drugi strani, če se spomnimo, smo v Formuli 1 leta 2020 imeli prav tako samo 17 dirk. A to še ni toliko kritično. Težava je v tem, da kljub 24 oziroma 30 dirkam bodo imeli vozniki na razpolago približno enako količino elementov pogonskega sklopa. Po športnem pravilniku za sezono 2023 3 motorje z notranjim izgorevanjem, 3 turbokompresorje, 3 elemente MGUH, 3 elemente MGUK, 2 kontrolni elektroniki ter 2 bateriji, poleg tega še 8 kompletov izpušnih cevi. Pri takem naboru je seveda skorajda logično, da bodo imeli vsi vozniki prej ali slej kazenska mesta na štartnem razporedu. Kljub temu, da smo na primer pri veliki nagradi Italije slišali kar nekaj, imenujmo jih strokovnjakov, ki so se pravzaprav pritoževali nad tem, kako so zadeve nelogične, kolikor najhitrejši dobijo kazen. A pri tolikšnem številu velikih nagrad in tako majhnem številu elementov pogonskega sklopa ne vidim, kje je nejasnost, prej ali slej se zgodi. Zato menim, da so se nekateri pritoževali praktično brez neke podlage ali znanja, da bi kdo zahteval dvig elementov pogonskega sklopa, no ja, tega še nisem zasledil. Prav tako 27. septembra smo lahko na spletni strani GP Fans prebrali izjemno zanimivo izjavo Tota Wolffa. Namreč v prihajajočem obdobju, ko bo razvoj pogonskih sklopov zamrznjen in ko bodo uvedli omejitev proračuna tudi na tem področju, Wolff predvideva, da
nekateri izmed oddelka Mercedesa v Brixtonu si bodo službo poiskali drugje. In Audi je obeležil, da stopa v svet Formule 1, zato bi bilo logično pričakovati, da bo pravzaprav tudi Audi kar nekaj kadra vzel Mercedesu. A Toto Wolff trdi, da Audi bo svoje operacije izvajal v Nemčiji in zato se mu zdi bolj nevaren nasprotnik na kadrovskem področju Red Bull. A vidimo lahko, da to področje, vsaj kar se tiče razvoja pogonskih sklopov, bo v naslednjih mesecih in seveda tudi sezonah živelo precej pretresov. Namreč zgodba ni še zaključena, ampak že zdaj vidimo, da bodo morali biti dobavitelji izjemno skrbni tudi pri tem, da bodo obdržali pomembne kadre. Kajti samo po sebi umevno ni, da bodo kar tako obdržali neko prednost, ki jo lahko imajo sedaj v tem trenutku. Kaj se bo zgodilo, bomo videli, po drugi strani pa tudi verjetno Audi tako lahkega življenja z privabljanjem raznih strokovnjakov ne bo imel. Verjetno se bodo bolj zazrli v lastne resurse oziroma tiste, ki se nahajajo blizu njihovega sedeža. A o tem seveda bomo rekli kaj več, ko bodo uradne novice prišle na dan. Kaj bo s prisotnostjo znamke Alfa Romeo v svetu Formule 1? Tem smo lahko brali 25. septembra na spletni strani Motorsport. Jean-Philippe Imperato je dejal, da praktično se jim ne mudi. Dogovor z ekipo Sauber se izteče konec sezone 2023, torej še naslednje leto. In slišali smo lahko uradne izjave, da v naslednjih sezonah sodelovanja ne bodo nadaljevali. Torej, najprej se morajo pri Alfa Romeo odločiti, ali bodo nadaljevali zgodbo v Formuli 1 in šele nato v drugem koraku s kom. A tu menim, da je izbira izjemno omejena. Namreč predpostavljamo lahko, da Alfa Romeo bo sodeloval z ekipo, ki uporablja pogonske sklope Ferrari. In sedaj, ker vemo, da to ne bo švicarska ekipa Sauber, praktično lahko sklepamo, da še edina preostala možnost je ekipa Haas, kjer seveda s takšnimi in drugačnimi pokrovitelji so imeli v preteklosti kar nekaj težav in njihova navezava na Ferrari je tukaj močna. Zato bi si lahko predstavljali, da ukolikor se bo skupina Stellantis odločila nadaljevati svojo prisotnost v Formuli 1, bo znamka Alfa Romeo pač se pojavila na krovih bolidov ekipe Haas. A tu sedaj bo lahko nastala izjemno zanimiva situacija. Ukolikor se spomnite, sem v preteklosti porabil kar nekaj energije, da sem razložil, da Alfa Romeo F1 Team v resnici ni tovarniška ekipa Alfa Romeo. Čeprav so nekateri, imenujemo jih strokovnjaki, to zatrjevali kar nekaj časa. Gre samo za pokroviteljstvo. In sedaj, ko bo izgledalo, če se bo ekipa Haas preimenovala vsaj delno v Alfa Romeo, bo kar tako nastala tovarniška ekipa, situacija, ki bi znala marsikaterega navdušenca zmesti. A to zaradi tega, ker na samem začetku zgodbe nekateri niso razložili zadev tako, kot se gre. Vidimo v našem zadnjem sklopu. Že kar nekaj mesecev je znano, da s koncem sezone zapušča svoj položaj
tudi Ross Brown. To nas je spomnil članek, objavljen na spletni strani znane italijanske revije Autosprint 27. septembra. In Ross Brown je v bistvu zaslužen za to spremembo tehničnega pravilnika, ki smo ji priča letos. Marsikdo se sedaj sprašuje, zakaj je potrebna ta sprememba. Tu smo prebrali, da Ross Brown bo sedaj lahko posvetil več svojega časa družini ter svojim konjičkom. In tu je govora zopet o ribolovu. V bistvu gre za zgodbo, ki smo jo mi navdušenci slišali že večkrat. Ko je Ross Brown zapustil Ferrari, nato ko so ga izrinili iz tovariške ekipe Mercedes, seveda sedaj, ko zapušča Liberty Media. Marsikdo se lahko začne spraševati, ali je to adijo ali nasvit. Videli bomo v nadaljevanju, da obstaja razlog, zakaj mora Ross Brown zapustiti svojo funkcijo pri Liberty Media. Menim, da mnogim navdušencem niso jasne vse naloge, ki jih imajo različne federacije in seveda družbe v okviru Formule 1. Liberty Media oziroma Formula 1 Limited prireja svetovno prvenstvo Formule 1, ampak zakonodajno telo je FIA. In FIA je tista, ki bi morala spisati pravilnik in ne Liberty Media. Pod prejšnjim predsednikom FIA to ni bilo toliko sporno. Namreč Jean Todt ni imel nič proti, ampak Jean Todt ni imel nič proti tudi pri finalu sezone 2021. Pri Bin Sulayemu so zgodbe čisto drugačne. Namreč vztraja pravilno pri tem, da pravila se morajo spoštovati. Nekdo, ki je zaposlen pri Liberty Media, pač ne more pisati pravilnika. Zato imamo FIO. Seveda pride do komunikacije, pride do lobiranja, pride do dogovarjanja, kako bo izgledala Formula 1 v prihodnosti, ampak FIA ne more potrditi nekega pravilnika, ga ne piše nekdo drugi, še posebej, če prireja svetovno prvenstvo. Čeprav izgleda marsikomu izmed vas to le neke vrste formalnost, bomo se spuščali v podrobnosti. To pomeni, da v naslednjih spremembah bomo videli, da bo FIA pisala pravilnik in ne Liberty Media. In pri FIA so pravilnik pisali že od samega začetka, pred letom 1950. Zato moramo razumeti, da Ross Brown nekako nima več tiste svoje vloge pri tej družbi. To pomeni, da bo samo presledoval k FIA in tam opravljal isto delo, ne vem. Verjetno je vse odvisno od tega, kakšno ponudbo mu bodo dali. Za enkrat vidimo, da svoje mesto zapušča in marsikateri navdušenec ga bo verjetno pogrešal. A kar se tiče tega kratkega komentarja novic, pa seveda vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.